Naš šolski sistem, če bi mogel oceniti od 1 do 5, bi rekel tam 3. Če bi res še malo se potrudili, bi bil lahko odličen. In mladi parlamentarci so imeli v razpravi vrsto predlogov, kako bi to lahko dosegli. Več pouka v naravi, pa mogoče tudi daljše odmore, da bi lahko med odmori hodili ven, da se malo sprostimo. Da bi imeli en predmet v samopodobi. Da bi prišli iz zunanjega sveta nam predstaviti poklice. Sem mnenja, da je snovi pri predmetih preveč, da je preveč obsežna, pri urah nam zmanjkuje časa. Veliko časa so razpravljali o ocenjevanju v okviru nacionalnega preverjanja znanja v 9. razredu in zakaj je to že v 3. razredu. Ta vrednotenja vaših vedenj in znanj nam dajo vedeti, kje smo in ali se znamo na pravi način primerjati tudi z drugimi. Ali bodo vaša znanja, če boste šli v svet, dobra? Verjemite, da bodo. Mladi si želijo, da bi bil pouk enakomerneje razporejen po dnevih in da bi imeli več manj obsežnih testov, saj jih preverjene znanja z veliko snovi v mesecu pred koncem ocenjevalnega obdobja zelo obremenjujejo. Veliko breme pa so tudi njihove težke šolske torbe. Če nas pogledate po večini tukaj, kako mi sedimo, kako imamo mi izključene hrbte. Veste, kako težke torbe mi nosimo vsak dan v šolo. In je v bistvu ta 1 kilogram oziroma še manj, polovico kilograma, ki tehta tablica, bi lahko bilo veliko bolje za naše hrbte kot pa zvezki in učbeniki. Pa bodo pobude uslišane? Obljube še nismo dobili, smo pa videli, da so si zavestno zapisovali naše zamisli. Prvo kot prvo bi mogli politiki priti pa poslušati. Ta parlament je že 28. zapored. Koliko se je spremenilo, izredno malo. Da bi lahko preverili uresničevanje svojih predlogov, bodo o tej temi razpravljali tudi prihodnje šolsko leto.